Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes odgovarjam na vprašanje gospe, ki ima težave s ščitnico in sicer je poslana na nadaljnje preiskave. V glavnem, vse parametre ima ali povišane ali ponižane. Zdaj tako, jaz nisem laboratorijski delavec, ampak dejstvo je, da ko ima težave človek s ščitnico, ima težave z ogrevanjem, se pravi ima občutek hladu, mraza, razpoloženje niha, počuti se slabo, brez energije, poleg tega se redi lahko nekontrolirano ali hujša nekontrolirano, predvsem cela presnova mu zašteka in enostavno se ne počuti dobro. No, moramo razumeti, da ščitnico pa nadzoruje delovanje hipofize. Se pravi, se bomo zdaj mi vprašali, kako bomo v ravnovesje spravili tako hipofizo kot ščitnico. Kaj je potrebno narediti? No, v glavnem, gospa je naročila pri meni na spletni strani Betaguard in Neolife Shake. In seveda sprašuje, če je to v redu, in ja, odgovor je super, ampak dobro bi bilo dodati še omega 3. Zdaj pa zakaj? Bom vse razložila. Snemam ta posnetek, ker mogoče bom še komu pomagala, pa ima težave, pa se vrti v teh težavah in ne zna ven. Se pravi, prvo stvar mi moramo razumeti, da naše telo potrebuje za dobro delovanje ščitnice minerale magnezij, selen, cink, žveplo, B6. In to je točno kombinacija pa silicij, se pravi, ta kombinacija cink, bakar, selen, jod, jod spet za ščitnico dober, potem silicij, žveplo, B6, vse to je v Betaguardu. In poleg tega imamo pa še v šejku, Neolife Shake, pa vsebuje poleg vsega tega pa še vse B vitamine, ker vemo, da B6 vitamin se veže z vitaminom B12. Poleg tega pa vsebuje še aminokisline, iz katerih telo izdeluje sploh hormone, se pravi zidake. Tako da to je zdaj super, ampak zakaj pa pri vsem skupaj je pa potrebno še omega 3? Jaz razmišljam, če bi jaz rešila na moje težave s ščitnico, bi vzela Betaguard, vzela bi Neolife Shake in bi pol vrečka zvečer popila, Betaguarda bi vzela 3 pred spanjem, vzela bi cinkove tablete in bi vzela 3 cinkove tablete na dan, ker cink je ključen pri delovanju hormonov in brez cinka ne gre nikamor. Zdaj jaz tako, samo skozi mene gre informacija. Vzela bi 1000 mg C vitamina, se pravi je to 3 tabletke C vitamina na dan, in vzela bi 1000 mg omege, se pravi 3 omege pred spanjem. To bi jaz naredila. Zdaj tisto, kar je pa optimalno, da se razumemo, da ni 5 različnih izdelkov, ampak vse Betaguard pa shake je pametno, lahko, če recimo tako res, ker vsi imamo nek budget, preko katerega pač ga ne moramo raztegniti. Pro-Vitality Plus tudi pomaga, ker ima tudi cink, bakar, selen, B12 ima noter, omego ima noter, tudi antioksidante ima noter. Tako da, če recimo močno šparate, vzemite Pro-Vitality Plus. Če si lahko majčkeno več privoščite, vzemite Betaguard in Neolife Shake. Če si lahko privoščite še 30 € zraven, vzemite še omega 3 in če lahko še 15 € zraven si dodate, dajte še cink. Tako da, neodvisno, vsi imamo nek budget in vemo, da če imaš penzijo, jo ne moreš raztegniti, ne vem, na 1000 €, ker jo po večini ljudi nima pač take penzije. V glavnem, zdaj pa kaj lahko naredimo še s hrano? Seveda, hrana je ogromen dejavnik pri delovanju ščitnice, poleg je hrana tudi zelo močen dejavnik pri delovanju hipofize. Se pravi, prva stvar, mi moramo izdelati snov, ki razstruplja na celični ravni, in to je snov glutatijon. To je v knjigi, ko imajo hormoni žur, na strani 208, tako da boste lažje prišli do vseh teh informacij. In sicer spet potrebujemo aminokisline, iz katerih telo izdeluje potem ta glutatijon, ki je za razstrupljanje. To dobite že v šejku noter. Ampak vseeno, dajte posegati po pršutu, ker
dejansko mi potrebujemo gradnike, iz katerih telo izdeluje potem snovi za razstrupljanje. Potrebujemo skuto, jogurt, sirotka je odlična, albuminska skuta. In poleg tega, glejte, pistacije, česen, čebula, brokoli, sploh pri težavah s ščitnico, z želodcem, z razstrupljanjem, bi na dnevni bazi mogli pojesti vsaj eno skodelico brokolija, cvetače, zelje, repa, koleraba. Potem naprej, ovs je izreden, potem pa šparglji, dobro, jih zdaj nimamo, razen vložene dobite, korenček v vseh oblikah in ohrovt. Ohrovt vam pa povem, da je zakon in jaz ga obožujem, ampak ga res obožujem. In ohrovt načeloma samo skuham, včasih ga naribam kot zeljnato solato, drugače ga skuham in ga potem samo pač zabelim kot solato. In odličen, meni je res ohrovt odličen kot sladko zelje. Se pravi, v bistvu, da ga skuham s krompirjem, potem pa vse skupaj spasiram in nastane taka zeljna juha. Jaz obožujem to. In prav ohrovt je tisti, ki vsebuje največ žvepla, in žveplo je pa pač potrebno zato, da se pač razstrupljamo na celični bazi. Vse, kar je zeleno, tukaj vidimo, da je res pomembno, da posegamo po zdravi hrani, tudi zelena je izredna, če jo zjutraj pijete na tešče. Seveda vsi čaji, od trpotca, armana, pa zlata rozga je sploh za ščitnico zelo dobra. In imamo potem naprej na strani 211 v knjigi, ko imajo hormoni žur, pripravite si zdravilni čaj in sicer, zmešate zlato rozgo, arman, regrat, poprovo in črno meto, brinove jagode, angeliko in ajbiš in pijete, se pravi, 3 deci tega čaja, se pravi, 3-krat na dan po 3 deci tega čaja. V glavnem boste videli, kako se bo vaše telo dobro razumelo samo sabo, ja? Kako boste navdušeni nad delovanjem telesa. Zdaj pa gremo naprej, to je zdaj za ščitnico, za razstrupljanje. In zdaj še en podatek, ki meni tako zavibriral, je to, da po večini ščitnični hormon oksidira zaradi tega, ker smo tako močno v stresu. No in da zmanjšamo stres na celični bazi, mi potrebujemo velike količine C-vitamina, zato da zmanjšamo oksidacijo. Jaz sem rekla stres na celični bazi, seveda. Povzroča oksidacijo, oksidacija uniči ščitnični hormon. No in zato je tako pomembno, da zadostno količino C-vitamina zaužijemo. Poleg tega je pa pomembno, da razumemo zdaj, kako bomo nahranili hipofizo, ki pa v bistvu, to je pa žleza, ki nadzoruje delovanje ščitnice. No, v tem primeru pa zdaj rabimo pač omega-3 in C-vitamin, ker to sta pa ključni 2 hranili, ki delujeta to, da nahranita našo hipofizo. Poleg tega pa točno vsa ta zelenjava in točno recimo tudi sestavine, ki jih dobite v Neolife Shakeu, vplivajo na delovanje hipofize. No in zdaj, kaj se pa izboljša potem, ko imate dobro delovanje hipofize? Proizvaja se rastni hormon se pa proizvaja na podlagi tega, da imate zadostno količino vitamina E, pa C, pa seveda tudi B vitamina, pa A vitamina. Poleg tega potrebujete omega-3, aminokisline, se pravi vseh teh 22 gradnikov naših celic, in poleg tega potrebujete tudi minerale, se pravi kalcij, magnezij in predvsem baker. No, zdaj pa pojdimo na baker. Kakšno vlogo ima baker v našem telesu? Baker deluje proti sivenju las. In takrat, ko nam zmanjka bakra, dejansko sivimo. In ko ljudje iz moje prakse, zdaj 30 let se s tem ukvarjam, ko so začeli dodajati baker, so se jim začeli barvati lase. No ja, jaz se barvam pač zato, ker sem rajši blond, kot pa z mojo mišjo rjavo barvo. In spet pojmo naprej, kaj se zgodi v tem primeru, če se barvate in imate, pač barvo dajete gor na lase, ki pa ni ravno najbolj pomembna. Pa smo spet na začetku zgodbe,
potrebujete snov glutatijon, da pobere stran vse strupe, ki jih vnesete z barvo za lase, se pravi, spet potrebujete cink, bakar, selen, jod, B vitamin, C vitamin in aminokisline in se proizvaja glutatijon in potem nimate stranskih učinkov od barvanja. Tako da, a sem zakomplicirala? Ne vem. V glavnem, če gremo zdaj nazaj na tale bakar, zakaj je še pomemben? Bakar je pomemben za vezavo teh elementov, mikroelementov, da pride do vezave in veže železo skupaj z B vitaminom, da se izboljša kri. Bakar vpliva na to, da veže vse elemente skupaj, da pride do razstrupljanja na celični bazi in predvsem bakar vpliva na cel ta kofaktor v presnovnem procesu je. Tako da v glavnem ga nujno potrebujemo. Kje ga dobimo? Največ v fižolu, se pravi zrnati fižol, stročji fižol, v vseh zrnih načeloma dobimo bakar, ampak dejansko ga je v fižolu največ. Tako da pa smo spet na zdravi hrani, ki je najbolj pomembna. Zdaj pa kaj lahko še naredimo, če nas daje ščitnica? Pa še to. Ta gospa ima poleg tega tudi povišan holesterol. Povišan holesterol samo kaže na to, da je močno v stresu in da ji močno manjka antioksidantov, da potrebuje res veliko količino C vitamina, da bo zmanjšala oksidacijo na celični bazi. In smo pa zdaj že tam, a bi mogoče lahko kakšen odnos spravila mečkan na stranski tir, pa zadihala in potem bo življenje lažje. Tako da vem, da je včasih težko, vem, tudi svojih izkušenj, ampak ne nazadnje, kar nas ne ubije, nas okrepi, kar je pa absolutno dobro, tako da vsaka šola je za nekaj dobra, vsaka težava je, saj za 3 stvari dobra, tako da vsaka stvar nas nekaj uči, tudi to, kar je stiskanje za vrat, ščitnica, kar ne moremo izrasti, mogoče pa čas, da začnemo govoriti svojo resnico, da nas neha stiskati. In ko začnemo govoriti svojo resnico, takrat mogoče nekdo ne ploska okrog vas, ampak nič hudega. Ker drugače vas bo to požiranje vaših čustev zadušilo. In verjetno je čas, da spregovorite. A gremo še na kakšno pozitivno sporočilo, karte prehodu na vodovo, da vidimo. Stvarstvo. Za vse tiste, zdaj pa absolutno samo za dame, zato ker dejansko za ščitnico ne zbolevajo moški, tako da zanimivo, ne da, pa jo imajo. V glavnem za vse tiste svetle dušice, za vas, drage dame, ki delate korake naprej, kaj je ta trenutek za vas res, res pomembno. Zdravilni žarek teče skozi vaše telo. Draga dama, ti si bitje luči. Ti si bitje svetlobe, deluj, izražaj se, sveti. Če so tvojo svetilko umazali ali pa jo je zapacana, čas je, da jo zloščiš in začneš svetiti. In prišla je karta zaupanje. Zaupaj vase, ti, majčkeno bolj zaupaj vase. Podpirajo te vse svetlobna bitja. Čas je, da narediš korak naprej. In prišla je molitev in meditacija in poveži se z izvorom, začni dekodirati vse, kar se tiče ščitnice in zdaj gremo na podzavestna prepričanja, ki so povezana s ščitnico, ko imajo čakre žur, pa da vidimo, ščitnica je na strani 324. Grlena čakra je ena od glavnih čakr, ki vpliva na celo telo. In zdaj pogledamo, na kaj vpliva. Neplodnost, impotenca, občutek dušenja, šibek glas, rak ščitnice, težave s ščitnico, astma, pogosta vnetja grla, izguba glasu, rak grla, pogosta vnetja v ustih, šumenje v ušesih, težave s sluhom, bolečine na tilniku in v ramenih, nekontrolirano pridobivanje ali izgubljanje telesne teže, nezmožnost doživljanja spolnega vrhunca. Kaj vas stiska za vrat? Pa boste rekli, pa se ne pogovarjamo o spolnih hormonih. Kaj vas stiska za vrat? Mogoče pa predelujete neko energijo, posilstva, lahko tudi iz enega drugega življenja, pa vas zdaj duši.
Ta človek, ki vas duši, verjemite, če vas zdaj duši, vas je kdaj že zadušil. In potem naprej gremo na podzavestna prepričanja. Strah me je kritike, bojim se resnice, bojim se postaviti zase, bojim se zavrnitve. Občutek imam, da sem izguba in tako naprej. Koliko dela nas čaka, da mogoče si mislite to, koliko dela nas čaka, ampak vsaka težava je čisti blagoslov in je blagoslov v tej smeri, da naredite korak, da se osvobodite, da odpustite, da zadihate in da lahko greste naprej. Tako da, vse dobro vam želim in dovolite, da vas zdravilna Božja svetloba pozdravi. Uživajte in še povabilo. V moji šoli samozdravljenja in zavestnega ustvarjanja vas bom učila to, kako boste energijsko počistili ta del, kako boste to znali delati, kar jaz znam delati, tisti, ki ste bili na svetovanju pri meni, pa če jaz ne pišem, kaj delam na svetovanju, in ponavadi ljudje, ki pridejo na svetovanje, rečejo, nisem mislila, da bo kaj takega. To, kar delam, v bistvu čistim energijsko polje, preko tega, da berem v narekovajih podzavestna prepričanja. In potem vam dam veliko dela, da sami delate naprej, ampak tako kot moj sosed Jože, ki že skoraj 1 leto ni imel epileptičnega napada, ker je imel težave s hipofizo, dejansko to se zgodi. Ko začnete čistiti svoje energetsko polje, ko začnete energijo usmerjati v hipofizo, v ščitnico, pa to drugače ne more biti, kot da se pozdravite na celični bazi. Tako da želim vam vse dobro. Uživajte in predvsem postavite sebe na prvo mesto.